gostje, partnerji in predvsem pozdrav v Škocijanu. Občina Škocija je majhna občina, vendar bi lahko rekli danes zagotovo, da z svojim delom posega na področja tako močno kot kakšne veliko večje občine. 3200 prebivalcev, vendar visok proračun in zasledila sem podatek, da kar 42,6% denarja v proračun prihaja iz nepovratnih sredstev. To se mi zdi tako veliko, da kar si upam o tem sama govoriti, zato je prav, da nam o delu občine, o tem, kako uspešno delajo, kaj so naredili in kaj bodo, spregovori župan občine Škocjan, gospod Jože Kapelj. Dober dan. Dober dan in hvala lepa za lep uvod. Seveda tudi z moje strani vsem novinarkam, novinarjem, skratka sodelavkam, sodelavcem, društvo Sonček, seveda razvojnemu centru, partnerjem, gospod Andreja, občinskim svetnicam, svetnikom, skratka občinski upravi, še izrekam lepo dobrodošlico v tem čudovitem kraju, Žagrad, ki je v občini Škocjan. Jaz sedaj mogoče se ne bi tu fokusiral na nepovratna sredstva, mogoče je priložnost, ampak kljub samo ne bi zarabil ta čas za te podatke. Lahko rečem, da smo uspešni, da tvorimo skupaj z občinskim svetom, občinsko upravo dobre projekte. Lahko rečem, da smo tudi zelo uspešni, ampak danes bi se bolj fokusirali na ta današnji dan, na projekt Zeliščarskega centra jugovzhodne regije, ki smo nekako zasnovali v letih 2016, ko je občina Škocija v celoti pridobila zemljišče v površini 7 hektarja, ki je pač bil v lasti posameznih fizičnih oseb oziroma nekdanje agrarne skupnosti, del zemljišča pa je bil že v predhodnosti v lasti občine Škocjan. Nekako je pobuda prišla, da to občina Škocjan prevzame in seveda res je prevzeli smo, ampak brez vsebine pač ta zadeva ne bi tako živela, zato smo na glas razmišljali, kar posvetovanj, s kakšno vsebino bi šli v ta završeno. Nekako ideja je pala, da pač smo podeželjska občina, ker smo kmetijsko še zmeraj naravnana občina, da moramo iti z neko vsebino, ki bo nekako pripričala seveda tudi ostale kmetovalce, občanke in občane, da se vidijo v tem projektu. Zato smo zasnovali, da bi imeli tu Zeliščarski center jugovzhodne regije. Nekako idejna zasnova je podal tudi gospod Andrej Božič in seveda tudi ostali zeliščarji. Mi smo to zadevo zelo akceptirali, zdela se nam je zanimiva, prepričljiva, zato smo tudi nadaljevali z aktivnostmi. Da projekt je tak, kot je, pač treba pristopiti projektno. Treba vključiti projektante, treba vključiti vsebino. Zato smo, lahko rečem, pristopili zelo profesionalno in strokovno. Seveda nam je stal tudi ob strani razvojni center Novo mesto, z njim smo imeli kar veliko koordinacij, ali bo ta projekt zanimiv, ali bo prepričal to komisijo, ali ne bo. Ampak projekt je bil dober, prepričljiv, dosegel tudi zelo veliko točk in seveda se je uvrstil tudi na sofinanciranje preko CLD. Na tem projektu smo bili uspešni, sprva nam je kazalo večjo vrednost, v vrednosti 96 000 evrov, skozi preglede in ta projekt, ki ga bomo tudi v nadaljevanju pogledali, pač ni vseboval vseh ustreznih dokumentov. Seveda mi smo sporedno vse ta dovoljenje pridobivali, tudi pridobili gradbeno dovoljenje, vendar ne v tistem roku, ki bi nam omogočil, da bi te sredstva v popolnosti dobili. Ampak tu
vsemu odločitev je bila, da s projektom gremo naprej, ne glede na celotno sofinanciranje. Tako da projekt je ocenjen na 160 000 evrov, od tega pridobimo dobrih 38 000 evrov sredstev nepovratnih, ostalo pa bomo krili iz proračuna občine Škotja. Projekt, ta kot je zanimiv, smo prepoznali tudi socialno noto, zato smo vključili društvo Sonček, to so otroci oziroma že odrasli z posebnimi potrebami. Vidimo to veliko priložnost predvsem za njih in seveda tudi za sam projekt. Namreč že dolgo, iz leta 2014, nekako sledimo tem potrebam, zato smo se odločili tudi za ekosocialno kmetijo na Bučki, ki je zdaj nekako projektno tudi že dorečena, sledi samo še podpis pogodbe z Ministrstvom za delo, socialno in družino, kjer bi bili na Bučki nameščeni od 4 do 6 teh oskrbovancev in nekako smo videli to povezavo med Bučko in tem zeliščarskim centrom, da lahko ti oskrbovanci se zelo dobro vključijo. Tu razvijajo in seveda dajo po svojih močeh svojo vsebino, svoj doprinos in nenazadnje tudi jaz mislim, da bodo sami zelo zadovoljni. Tu je zelo lepa neokrnjena narava, to je velika priložnost, tako da ocenjujemo, da bo ta projekt zaživel čim hitreje. Kot partnerje smo vključili tudi domače gasilsko društvo, ki bo prispevalo svoj doprinos v samem parku, kjer se bodo vzpostavile te visoke grede. Sedaj zadeva že poteka, les se je že nažalil in mislim, da v drugem tednu že sledi prva delovna akcija, kjer bodo te gredice vzpostavljene, naložena zemlja in seveda na to vključujemo tudi vse te zainteresirane zeliščarke, da te zelišče tudi posadijo. Tu si vključilo tudi turistično društvo Zagreb pri predstavitvi določenega objekta, ki je znotraj tega parka, ki ga bomo šli v nadaljevanju se tudi ogledati. Pač gre za staro kulturno dediščino, stare hiše, svinjaka, poda in to želimo nekako vzpostaviti na ta nivo, da bo zadeva zelo zanimiva. Zato imate tudi dosedanje delo turističnega društva velike zasluge, vendar stvari do neke meje gredo, na to pa se pač ustavijo, zato je tudi občina to zadevo povzela in želi v nadaljevanju razvijati skozi celotni park lepo in zanimivo vsebino. Zdaj mogoče še kakšnih detaljev, bi popravil še ostali, mogoče Andreja, pa zeliščarstvo, pa društvo Sonček, kako se oni vidijo v tem projektu. Potem smo pa na voljo na postavljeno vprašanja in seveda po tej končani novinarski konferenci pa tudi sam ogled. Tako da jaz vam še enkrat na tem mestu zahvaljujem organizatorjem, seveda tudi za vašo odzivnost, da ste prepoznali, da je ta projekt v občini Škocjan dober, da bo dobil še nadaljnje širše razsežnosti in da bomo prepoznavni tudi po teh zeliščih in po tej socialni noti, ki je občina Škocjan zagotovo sledi. Zdaj, če čisto na uvod, na drugi strani želimo seveda razvoj tudi gospodarstva, to je južnje del občine, kjer nam je uspel tudi velik razvoj, ampak kot sem omenil, eno je gospodarstvo, drugo je ta socialna nota in mislim, da na občini Škocjan
lepa, Marjanka. Hvala lepa tudi vam, gospod župan, za to izčrpno poročilo in čestitke za vaše res uspešno delo. Gospod župan je rekel projektno naravnani. Krenili so od začetka tako, kot je treba in tako, kot je prav. Prav je pa tudi, ko se sodeluje in povezuje in tukaj imamo razvojni center, ki je nekako regionalna razvojna agencija, ki spodbuja razvoj podjetništva, podeželja in turizma. In z nami je gospa Jožica Pavše. Pozdravljeni. Mogoče par besed, kako sodelujete z občino Škocjan. Lep pozdrav v imenu lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine. Mi smo partnerstvo, ki deluje v okviru razvojnega centra Novo mesto. Jaz večkrat rečem, mi združujemo nekako 12 občin z območja Dolenjske in Bele krajine in vsaka občina nekako piše svojo zgodbo. In prav gotovo je zelo pomembna občina Škocjan v smislu te socialne note, socialnega čuta. Jaz večkrat povem, ko smo mi začeli s projektom ekosocialne kmetije, oziroma ko smo sploh začeli razvijati to idejo, in smo nekako to predstavili občina, moram povedati, to je že kar nekaj let nazaj. Je bila od 12, ali pa mogoče celo, če vzamem celo regijo, 21 občin, takrat, ko smo jih povabili v sodelovanju, da smo nekako, da naj občine pa vendar pogledajo v teh svojih skladih, s katerimi nepremičninami razpolagajo, ki bi jih lahko namenili za ekosocialno kmetijo, za nastanitve, razvijevih celih skupin, po kateremu rečemo, edino občina s Škocjan je bila takrat pripravljena, res sicer so drugi prišli, so poslušali, ampak ja, pa nimamo, pa ono, ne, ampak edino občina s Škocjan, da tista, ki se je odzvala in tako da se je župan naložil v avto, praktično si vzel cel dopoldne, da še več časa, da nas je vozil po Škocjanu in smo nekako iskali primerne lokacije, no in to je zdaj Bučka. No, zato smo tudi bolj veseli, no, ko se je občina po nadaljevanju odločila, da bo delala zeliščarski center. Zato, ker se sama ta dejavnost zelo lepo vklapa, se pravi s to nastanitveno enoto na Bučki in potem zeliščarski center, ne, kjer bi nekako tudi ti ljudje, ki kljub temu, da so omejeni ali fizično, ampak vseeno je sprav nekako vsak rad nekaj ustvari, vsak rad nekaj dela, vsak je rad koristen, tako da je to nekako potem to del mozaik, se pravi kamenček v enem širšem, večjem projektu. Tako da v okviru tega projekta bo pač v nadaljevanju urejena infotočka zeliščarskega centra. Moram reči, da tega na območju regije jugovzhodne Slovenije, če gledam zdaj kot regijo, Kočevsko območje, Dolenjsko in Belo krajino, še nimamo res nekega takega centra zeliščarskega, ne, vse imamo zeliščarjev veliko, ampak nekako so premalo povezani, niso skoncentrirani in tukaj je priložnost res, da rata en tak center v nadaljevanju te visoke grede, ki se bodo urejale, kjer se bodo sadile zelišča, ki je tudi recimo zelo zanimivo tudi naprej za prikaz. Jaz večkrat, ko imamo obiske drugih lokalnih akcijskih, ali pa če nas peljejo, ne, tu imamo druge lokalne akcijske skupine, to so ti projekti, ki jih vsakrat pokažu. To so projekti v naravi, to so projekti za ljudi, vse kanalizacije pa vodopad je čisto fajn, ne. Ampak, ne, tako če pa hočeš ti neko vzdušje, nekaj res pokazati, so pa to taki projekti res zanimivi in za izziv tudi za širšo javnost. Na nadaljevanju bodo potekale tudi delavnice, se pravi, kar se tiče sušenja zelišč in pa blokiranja zelišč in tako da jaz mislim, da smo zdaj na začetku ene širše zgodbe. Jaz želim si res, oziroma sem prepričana, da sodelavcev ne bo zmanjkalo moči in energije, da s tem projektom nadaljujejo naprej, ker v bistvu bo res edinstven projekt na mesto območja in takšnega projekta lahko skrbim, da tako
na Dolenjski kot v Beli krajini. Tako da kar naprej. Hvala lepa. Res hvala lepa. Še enkrat naj poudarim, občina Škocjan je vodilni partner v tem projektu. Zraven so društvo Sonček, prostovoljno gasilsko društvo Zagreb, turistično društvo Zagreb in mizarstvo BV Baj. Predstavniki in partnerji so tukaj, tako da bojo kasneje na razpolago, če boste imeli kakšna vprašanja. In tukaj z nami je pa tudi gospod Andrej Božič, samostojni podjetnik, kateremu je snovanje takšnih in podobnih projektov blizu uživa, ko ustvarja, ko dela in resnično, ko se zagovarjala z njim, z dušo pristopi, zato je tudi ta projekt zagotovo tako uspešen. Gospod Andrej Božič, kako ste snovali ta projekt? Hvala. Treba zaprav, županu smo se pogovarjali, kako podati eno novo vsebino na Zagrebškem poglobu, se pravi vaški gmajnik je poprej služila vaši, bom rekel, napadnje živine, prebivalci so pravi pravilo, druge sosed, skratka, bila je pomembna, imela je pomembno noto in vlogo v tem delu občine. Seveda, čas je prinesel svoje, potrebno dati novo vsebino in tako smo prišli, da sem prišel na idejo, da pravzaprav se ponovno spostavi eno pomembno noto v tem območju, ki bo ponovno pomenila določen razvoj, določeno druženje in zato smo pristopili k tem projektu v Zeliščevem centru, ki pravzaprav, kater namen je večplastni. In sicer imamo socialni namen, potem je to izobraževalni, tržni, potem tudi rekreacijski, turistični. Vse skupaj pravzaprav tudi pomeni vzpostaviti povezovalno mrežo med vsemi, se pravi, zeliščani, ki predelujejo zelišča tistimi uporabniki in pa tudi z vsemi zainteresiranimi, ki pravzaprav zanima to področje. Se pravi, sam program se bo izvajal preko v parih fazah. V prvi fazi pravzaprav poskušamo ravno to, se pravi, da do konca razvijamo to osnovno idejo. Spostavimo, se pravi, na novo, oziroma dopolnimo zelišča, ki so pač na tem območju, zasadimo drevesa, spostavimo preko možnost predelave tudi tega, se pravi, da bomo imeli možnost sušiti sadje, sušiti razne zelišča. In pa seveda, kar najbolj pomembno, se pravi, nekdo, ki bo delal s to zadevo, to je preko to socialno noto, se pravi, preko socialno predelavo in v tem smo bili možnost povezovanja z Sončkom, se pravi, da vključimo te ranljive skupine v aktivno delo, da se pravzaprav nekako po istoveti s tem projektom, jaz mislim, da smo najbolj dosegli ta svoj namen, da pravzaprav približamo ta naš projekt ljudem na tak pravi način. Seveda, vsak segment, če govorimo, da je recimo socialni, ima tudi mogoče še drugo noto, zaprav tudi problem zaposlovanja. Potem, če gledamo tržni metode, pravzaprav na tem območju, kako ti bo že gotovljeno, nimamo enega povezovalne, rekel, enoti, ki bi pravzaprav povezovalo vse te zeliščarje in mislim, da je kakšen pravi center, ki bi lahko to storil, se pravi, celotno tem bi poslovno delo Slovenije. Se pravi, spostavili bomo svojo blagovno znamko, ki pač verjamem, da bo razpoznavna, da jo bomo lahko ponudili, bom rekel, širšemu prostoru, slovenskemu. Izobraževanje na vseh nivojih, se pravi, da že otrokom približamo, kaj pravzaprav je narava, katere rastline so, na kakšen način jih pravzaprav lahko sebi v prid uporabimo. Turistično seveda se pravi ravno tako, da
pritegnemo širše množice in jih nekako zavestimo, kaj pravzaprav je, kaj se dogaja okrog nas. Tako da, če vse skupaj to zaokrožimo, se pravi, je